Dobro jutro, danes pa midva potujeva na Kepo, in sicer sva šla iz avstrijske strani skozi Karavanški predor. Od spodaj je bilo zelo lepo, čisto na novo zasfaltirano, tle gor pa je bolj tak makadam, že ubogi. Tale Kepa je seveda dostopna tudi iz slovenske smeri. Iz enih 3 se mi zdi, da ali pa še več možnosti, ampak na hribi.net piše, da je iz te strani samo 3 ure do vrha, in sicer greva od malo pod Bergtashütte, se pravi Bert je nekoče. Videla bova, kak je kaj makadam še tle naprej. Zaenkrat še kar gre, no, fajn je imeti malo bolj visok avto, ampak je še kar znosno. Predvidevam, da bomo res neke 3 ure gor hodila, tako da bo nekako lažje. Pa še iz te strani, če greste z avstrijske, pridete več ali manj direkt gor na sam vrh. V kolikor greste iz slovenske, je treba čez cel on greben iti tja. Tako sem se odločil, ja, na hribi.net lahko poiščete Illichov road, pa tam, ko piše 3 ure, seveda najbolj hitra varianta. Takole, cesta je v tako slabem stanju, da s temi salonskimi terenci jaz se nisem upal več naprej peljati. In sva se odločila, da ga pustiva kar tle, čeprav vidim, da še zdaj nekdo gor leze s kombijem. Piše nama še, da je še 5 minut do tam, kjer bi lahko parkirala. Tako da svetujem, da parkirate mnogo nižje, res je slabem stanju cesta. Tale rine naprej, okej. Ima še malo više kot pa midva. Saj mogoče je pa pol gor više boljše, no, ampak midva so ga tle pustila, no, nema veze. In šibava proti Kepi. Mi tak skogl. Ura je pa točno 37 minut, pol 8. No, kot pravim, je slaba cesta, tudi tale kombi je obupal in je parkiral tle. Če je to isti, ja, je par 10 metrov više od maju. Tako da pustite avto niže od spodaj. Kombi prilezajo više. Heizungs, Luftungs und Klimatechnik aus Klagenfurt prilezajo više, po vsej verjetnosti na 4 pogon. Se pa da v določenih mestih v ovinkih zelo strma cesta, tako da sem res vesel, da sva pustila tam avto, kjer sva pa nekje na pol poti še do tistega izhodišča, kjer naj bi se po navodilih iz hriba.net dalo pripeljati. Tako da ta hribi.net je sicer super stvar, ampak total zastarelo. Ne vem, iz katerega leta je kaj to gor, da se da do Illichov avto normalno pripeljati. To ni kritika v smislu same spletne strani, ampak ljudi, ki ne updatajo gor realnega stanja. Bom pa jaz prvič tamle gor nekaj napisal. Evo, so pa više še tudi nekateri prilezli. Ja, samo ne tle gor lajsko je črna pika. Aja, Bergtashütte, pa so že tle, ali kaj? Čak bom jaz pogledal, kje so. Zdaj tle piše, da je do parkplaca še 20 minut peš, ampak piše, da tudi tle Bergtashütte, rdeča pikca, greva midva kar tle gor.
in bo malo sekala tole cesto. Gor je še za en propelo, tle vidim celo nekega golfa za goriško registracijo, svaka mu čast. Da se mu ne smili podvoze in gume. Se pravi, da so vseeno, samo ne sme se vam preveč smiliti avto. Midva greva tle gor, kaj je označena potka. Tale prvi del poti, od kjer sva zavila proti Bertini koči, poteka po lepi gozdni potki. Na momente tudi strmi, ampak lepo hojeni brez problema. Lahko pa greste tam tudi okrog malo dlje. Midva bova se vračala pol kar po cesti, ker so pa kar korenine. Pa mokro je še, izgleda, da je bila včeraj kakšna plohica ali pa predvčerajšnjim. Tako da malo drsi, ampak navzgor seveda ni problem. Ja, so alternativi. Tako da veste, kaj vas čaka, če greste kar direkt tle gor. Tisti, ki še niste bili iz te strani. No, in prišla sva skozi tale gozd ven, nazaj na cesto, kjer je pa že tudi, v hribi.net napisano, da se gre tle gor. Tle gor pa kao z avti ne pustijo več, ker spodaj rampa. Če je še eno, tako na hribi.net je narisano. Koča, 1 ura piše. Se pravi 5 minut nižje od spodaj. Nekje naj bi se po to starem parkiralo, kamor niso prilezla. Tako, 1 uro do Koče, ponovno v gozd. Ponovno pridemo ven iz gozda. Cesta gre tle. Očitno se da tudi po cesti goriti. Morgen. Tri četrt ure. Se pravi še 45 minut do Koče. Prej je bilo narobe napisano. Še vedno se spenjamo po gozdu, ki postaja čedalje bolj suh podlaga. Se pravi, da smo že kar visoko. Je pa kar strmo, a ne Božo? Ni tako nestrmo, ko sem jaz mislil, da bo. Čez nekaj korakov bomo lahko rekli dobrodošli na Bertini koči. O, kam moramo midva zlez, Boža, tle gor moramo zlez, da ga vidiš. Križ na vrhu. Jezus. Ma ful okrog bova šla. Tisto sedla pa okrog je, tle gor pa obod alpinisti. Ker je krušljivo. No, evo ga. Mitak Skogel, Kepa. 2145, nekaj takega. Ampak ni tako enostavno tale Kepa. Sploh ne. Po višini primerljiva s Peci, ampak Peca je hotel iti, ko pa tle gore. Že tale košček je kar strma pot skozi gozd. Sonček je prižgal. Malo imamo pa še nek oblakov gor. Se podijo, ki se bojo pa po mojem tudi posušili do takrat, da bomo videli gor. Ruje. Čeprav se pes v zadnji oddere, nekaj je pa Boža našla eno žival, ki nam vsak večer pride v vrt jest. Podobno, ja. Pa pogledajmo za otroke malo, kaj imajo. Guten Morgen. Takšne
Kaj se nič ne bojiš? Ta je užuljen. Eden je pa takšen. Halo. Morgen. Guten. Pa še zadnji eden, ko pa se malo bolj boji. 3 zajčki. Pet, vse, nič hudega. Kaj je lepa tale kepa. Pa hudo strma. Do Koče so uporabila točno 1 uro, od tam, kjer sva midva parkirala. In sedaj nadaljujeva. Cirka še 2 ure, po mojem. To je pa sonce tako sveti, da jaz nič ne vidim. Mi tako skegli, 2 uri, ja. Kje pa? V to smer. Od Koče se spustimo kar nekaj metrov navzdol po tej cestici. Ferlacher Špica je pa samo 40 minut tam gor napisano. Bom videl, kako bomo kaj pri močeh. Verjetno, da ne. Enak Ferlacher Špica je tudi sota točka. 40 minut, pa če stopim sem pol ure gor. 200 višincev pa nekaj. Bo pa verjetno tako kar naporno. Bomo videli, no. Boste tudi vi videli. Vesel sem, da sva spet po nekaj časa v ta pravih hribih. Bila sva namreč na Cresu, tam sva naredila 5 sod. Ena je ostala, še zdaj drugič. To je bilo zelo luštno tudi. Ampak čisto drugače. Že luft je drugačen, kot pa tle. Ker je ta pravi gorski. Tam je bil pa bolj morski. Tudi na višini. Takole, tle dol pa pridemo na to znamenito sedlo. In pol samo še navzgor. Se pravi, po klančku pridemo dol, imamo spet lepe oznake. Tak skogel, 2 uri, pot se pa imenuje 680. Namreč malo naprej se odcepi še ena, ki je kao bližnjica, ampak jaz tam ne bi hodil. Greva midva po tej pravi planinski uhojeni potki. Kot zanimivost naj pokažem še tole. Jaz sem mislil, da so nasipali Avstrijci z peskom, ampak je očitno cel hrib sam pesek. Dvomim, da je to kdo šajtrgal, nekdo sem vozil pa nasipal, ali pa tudi, ne vem. Zelo je peščeno. Verjetno, da so tla taka, skoraj sigurno. Ja, to še pa nisem videl, da bi takole bilo čist tak pesek droben. Bi bil fajn za graditi, za Malto. Evo, skos je peščeno. Zato pa ni čudno, da je tam gor više nekje, ba je celo lopata. Tale kuža bo pa skos belsko, škoda. Bom pa nehal snimati. Po tej zelo lepi potki, šodrasti so v bistvu skozi naravnost prišla na prvo zelo kratko omelišče. Pozna se, da je vse peščeno. Spet gre potka po nekem obrobju melišča. Se pa že lepo vidi Drava. Takole, ta je najbolj izpostavljen del na hribi.net.
da je lopata, da se malo pomagajo planinci sami narediti tole potko. Zaenkrat kar dobro drži. Tam naprej so pa že zajle. Nič strašnega, če paziš, treba pa res paziti. Takole, tle bom pa nehal, ker moram prijeti zajlo. Še z vrha navzdol posnemamo tole, tam so že ena družinca pripravila na prečenje. Takoj na to pa se dvignemo te skale gor. Višje tle gor pa vidim, da je narava naredila svoje, pa malo razturila tole potko, ki so se trudili popraviti s temi hlodi. In že smo ven iz tega predela zopernega. Tle od spodaj glih družinica premaguje tisto pot. Servus. Takole, kar nekaj nas je danes tle gor. Boža in nek gospod že premagujeta drugi del poti, ki je tudi zajla. Ta drugi del pa izgleda takole. Treba je prelesti tja gor, tam naprej se mi pa zdi, da je pa lepa pot. Je šlo? Pridem. Vidim, da je pa kar mokro od vode. Premagali smo te druge jeklenice in pred nami so spet stopničke. Imeli so zelo lepo urejeno tole pot s temi bruni, ki izgledajo še kar dokaj novi, ampak je vse voda sesula. Tako, ampak nekako med temi bruni so še vedno da stopiti. Je bilo pa nazaj, kaj pa vem koliko, zelo lepo urejena pot. Zdaj gremo pa spet nekje navzdol, tako da je ta pot res čisto levo od tekoče skozi malo gor dol in spet dol navzdol nekam in potem spet navzgor. No in tukaj smo zdaj že pri tej grapi, pri kamniti, ki jo je treba tle gor premagati. A je strma? Kar gre. Zelo so se trudili, vendar, kot pravim, narava naredi svoje. Morgen. Vendar popravljajo pa bolj slabo zdaj. Ampak še vedno je toliko, da je kar fajn se najde kam stopiti. Je bilo pa nekoč to res super porihtano. Mogoče še bo kdaj. Na tem delu je treba malo poplezati tam po tistih skalah. Pač tako, da se z eno roko držiš. Kar gre, drugače je verjetno nekoč tle dol šla tudi, ampak je vse odneslo. Ne vem. Je zelo krušljiva tale kepa s te strani. Evo, to so bile vse stopničke nekoč nekdaj. Zdaj jih pa ni več.
Nadaljujemo po tem milišču s to kamniti poti naprej. Božo je pravkar nekaj slikala, verjetno svoje zvončke. Kaj si slikala? Rožice. Pred nama je pa še kar nekaj poti. Kmalu bomo na travnikih. Tale pot gor po tem melišču je dokaj zoprna. Ko gledaš slike na hribi.net, to ne moreš vedeti, kako bo zoprno. Vam pa jaz povem, da je zoprno. Nas je pa kar veliko danes ta gor. Cele četice se gibajo v isto smer navzgor. Še malo pa bomo na tistem prvem sedlu tam gor, ko je tabla. Bela barva se počasi spreminja v bolj zemljasto rjavo. Mene zelo spominja ta barva na Kokorško kočno, kjer sva tudi plazila po podobnem gor. S tem, da je tle lažje, tam je bilo hujše. Tam je bilo neprimerno hujše gor zlest. Tudi tle so bile nekoč nekdaj lepe stopnice. Zdaj pa je to vse razmetano. Še malo pa bova na sedlu. Zdaj od tega sedalca, kjer sem midva pomalcala en sendvič na tisti kao klopci. Imamo pa še čisto malo naprej, 10 minut. Drugače, če prijete iz slovenske strani, pa prijete pri tem sedlu ta gor. So rekli, da je tudi enih par zajel pa tako, ampak jaz sem se pa že odločil iz te strani. Je pa moram reči, da ta del tle gor je kar zoprn po tem milišču. Ni nič takega ekstra, da bi rekel, ampak je nazaj, vse nazaj bo treba ful paziti. Spet, da ne bo kaj zdrknalo. Zdrkne itak na milišču. Od tle naprej pa še samo živancija. Tam gor se že vidi križ. Sem ga zadev. Takole, ja, tamle. Tle še malo vzpona. Ali je celo ta, ne, mislim, da je tam ta drugi, ta prav. Da je ta nekaj drugega, ta prvi križ. Bomo videla, mogoče pa celo ta prvi. Ne vem, en od teh dveh. Oba sta pa zelo blizu skupaj. Dobrodošli na Kepi. Mitaks, Kögel, Kogel. Boža bo kar upisala. Ja, super sem. Kaj se pa zamudiš? Bravo ekipca. Bravo ekipca. Bo pa spadalam dol, do vrtaš se je. 12 smo pa 19. Tam spodaj pa še en križ. Ok, S57 Delta, pozdrav 59. Ja, daj mi še referenco, no. Oskar Eko Kilo Tango 074. Oskar Eko Kilo Tango 074. Kje pa? Mitaks Kogel. Ja, Roger, ti boš spot napisal. Lepo se mej in se slišimo že, ja. Ja, sem kar malo žalosten, sem vlekel gor polagalko, se živo, pa mi zgleda, ona antena ne dela. Zgleda, se je nekaj zlomilo. To je ta radost. Ok, 7-3, Ceko Sota, Oskar Eko, hvala za spot. Oskar Eko, štrih Sierra, Fem Ziben Sierra, štrih Portabel, Ceko Sota. Ja, pozor, Sandy, S51 Kilo Viktor te kliče. Die Sota-Station, hier ist Oscar Echo 7, Oscar Papa Juliet. Just one second, Oskar Eko Ziben. Ja, S51 Kilo Viktor, 59 Ivan na Kepi, ok? Ok, Roger, Sandy, lep pozdrav. Ti si 57, jaz sem v Haluzah. Over. Ja, sem te že prej slišal, ampak imam pokvarjeno to drugo, ta boljšo anteno, zdaj delam zročno. Ampak gre v redu. 5-9 si, QSL? Ja, hvala, dobro delaj.
Hvala. Oskar Echo 7, Oskar Papa Juliet. Oskar Echo 7, Oskar Papa Juliet. Danke für Anruf 59 aus Oskar Echo Kilo Tango 074. Mittagskogel, okay? Okay, your call sign again. Your call sign again. Oscar Echo, Flash, Sierra 5, question mark. Oskar Echo, Sierra 5, 7 Sierra, portable. Oskar Echo, Sierra 5, 7 Sierra, portable. Alexander, okay? Okay, Roger. Oscar Echo, Flash, Sierra 5, 7 Sierra, Flash, portable. Your SOTA location. Your report is 5 by 5. 5 by 5. Yeah, thanks for the 5x5. SOTA location is Oskar Echo Kilo Tango 074. Oskar Echo Kilo Tango 074, okay? Okay, Roger. Oscar Echo, Flash, Kilo Tango 074. 074, okay? Ja, Roger. Mittagskogel. Danke, 73. 73. Danke. Summit to summit, go. Roger, Igor, Italy Fox Victor 085, ti si pa 59 na Oskar Echo Kilo Tango 074, ok? 73 Igor, Oskar Echo Sierra 57 Sierra Portable, Sikio Sota. Summit to summit, vrh to vrh. Summit to summit, izvoli. SP6 VHA portable, SP6 VHA portable. S56 VHA Portable, 59 si na Oskar Echo Kilo Tango 074, tukaj Oskar Echo skozi S57S skozi Portable, ok? Ja, 9, ti si pa, se pravi, 59 imaš na S5 Kilo Sierra 001 Greenhouse, Kilo Sierra 001. Super, na Greenhousu si super, ja. Malo piha tle pri nas, po tebi tudi verjetno. Hvala za SOTO, 73. Ja, enako 73. Še kdo? Oskar Echo Sierra 57 Sierra Portable, Sikio Sota. Sugar 57 Sierra, Ocean Echo 6 Sierra Tango Delta. Oskar Echo 6 Sierra Tango Delta, hello, this is Oskar Echo Sierra 57 Sierra Portable, 5x9, Oskar Echo Kilo Tango 074, okay? Quizel, thank you for 59, 5 2 to 53. Thank you for the contact, Alexander 73. 73. Soča 5 Triglav Drava. S5 Triglav Drava, Tomi, 59. Midva so še na poti. Ja, midva ne bova dolgo, grem pa še na kavi, crknal mi je ena antena, tako da imam samo ročno, pa gre vseeno, hvala. Še 5 minut pa sta gor. Ok, pa se pa slišimo čez kakve 10-5 minut. V redu, Ceko Sota, Oskar Echo Sierra 57 Sierra Portable, Sikio Sota. Ja, še S55 Viktor November, ista pozicija, isti raport. S55 Viktor November, evo v logo si za kepo, ok? Ok, bomo pa probali gor Sota še narediti. Živjo. Ja, bomo, živijo, bom počakal. Oskar Echo Sierra 57 Sierra Portable, Sikio Sota. Sklepna misel. Uspešno sva naredila kepo, itak skogel. Zdaj sva se pa midva odločila, da greva od Koče dol, lepo kar po cesti. Neke bistvene razlike po mojem ne bo. Namreč noge imamo že kar utrujene, ono drugo soto nismo šla delati, tudi meni se ne da. Se mi zdi lažje drugič enkrat gor pelati, pa tole narediti, pa še kako nižjo zraven, pa kaj takega. Pa mogoče malo nižje avto pustiti. To je ideja. Ja, kaj ne bi še povedal za tole kepo.
Tale oznaka, kot je napisana na hribi.net, zahtevna pot je kar v redu, tudi Avstrijci imajo črno pikco označeno. To bi se strinjal. Najtežji del poti je bil mene tam gor po tistem milišču in ne tele zajle pa to, ko so narisani. Čeprav so izredno nizko postavljeno, tako da skoraj ne moš prijeti. Tisti del gor po milišču je pa res open. No, zgor še nekako gremo, zdaj treba pa zelo paziti. Mene je dvakrat fajn skoraj vrglo. Obakrat sem se na srečo ulovil. Božo je bila danes bolj srečne noge. Je ni ruknalo po tleh. Seveda pa na vsake toliko koraka, ker je taka strmina pa malo zdrsna. Je pa drugače hrib zelo lep, kokor prideš, izredno lepi razgledi so dol naproti Celovcu, pa proti Dravi, pa tistim njihovim jezerom. Tako da se vsekakor splača, tudi če še niste bili iti. Zdaj, kje boste šli, se izberite sami, midva sva šla gor iz avstrijske strani, se pravi skozi Karavanški predor, na prvi odcep Sveti Jakob. Josip. V glavnem, Sveti Idna je nekaj, bom napisal od spodaj. Potem pa zelo hitro prideš do tistega odcepa, ko se gor zavije. Najprej je še malo lepega asfalta, naprej pa, kot ste videli prej, kot so že kazali, izredno zahteven makadam, že skoraj do ta pravega terenca. Čeprav nekateri vseeno lezejo gor naprej, tudi golfa so videli malo više, krepko više od najega parkiranega. Po želji, koliko se vam pač kaj smili. Ali pa greste iz slovenske strani, da je iz slovenske strani tam Dobno, ko je tam, so bili eni fantje gor, so nama rekli, da je čisto novo nasut makadam in da je zelo lepa cesta, tako da lahko tudi tam greste. Je pa tista malenkost daljša kot pa tali. Midva so gor hodila, kot sem rekel, 3 ure 10 minut. Zato, ker so parkirala nižje od tistega na hribi.net označene točke, ker se enostavno pač, no, mislim, sem že tokrat povedal, da se že ponavljam. Pač tam se parkirala, lahko pa še bistveno niže parkirate, pa mogoče 10-15 minut le hote, ne bo nič narobe, avto vam bo hvaležen. Tle gor je bistveno lepši makadam, ampak tle gor ta del ceste je po mojem celo zaprt za promet. Toliko, fajna izkušnja, jaz sem vesel, da je ta kepa odkljukana. Delal sem že tudi druge, 8 jenki, portabel je bila gor. Ena punca, ženska, kakorkoli, ne vem, koliko je stara. Tako da imam obe zeleni kljukci, sem vesel. Tako, zdaj pa naprej na kako drugo. Še kaj ti povedala? Samo hodim in to je koncentriran, tako da ne padim. Vode so popila skoraj da 3 litre, že malo še imamo za 2 požirka. Imamo pa še v avtu dodatno rezervo. Zdaj pa bom res končal za danes, 19. julij 2025. Imejte se lepo v hribih, lep pozdrav, naj z Božjo. 7-3. Bom še tole posnel, tale rampa, kjer naj bi bilo parkirišče. Halo. Od tle so v bistvu vse časovnice na hribi.net. Tle gor ne morete, ker je zaprto. Tle so pa razne avte. Okay. Se pravi, s takimi se da priti. Je tudi enkrat Jaromir ali nekaj takega. Dobro. V glavnem, sami se odločite, če boste šli tle gore. Do enega avta je pa še nekih, kaj povem, 200 višincev ali pa kaj takega. Tako da danes sva naredila vse skupaj onih 1200 višinskih metrov, kar pa je kar solidno. Meni je zadost. Takole, zdaj pa še res enkrat lep pozdrav, v nas Božjo, do drugič, 7-3.